Pozdravljeni. Po željah mnogih urednikov bi morali biti portali, ki se ukvarjajo z motošportom, v ponedeljek 18. maja polni zgodovinskih dogodkov. Ampak videli bomo, da so se te želje izjalovile, predvsem zaradi tega, ker se želi ustvariti navdušenje. In zakaj je pravzaprav šlo? V nedeljo 17. maja smo na urniku dogodkov v svetu motošporta imeli dva izjemno zanimiva dogodka. Govorimo o dirki za 24 ur Nürburgringa in seveda o kvalifikacijah za 500 milj Indianapolisa. In mnogi uredniki ter posledično pisci so si želeli, da bi lahko v ponedeljek pisali o zgodovinskih dogodkih. A iz tistega, kar oni smatrajo za zgodovinsko, se na koncu ni pokazalo nič. In najprej si bomo ogledali, kaj se je zgodilo v zelenem peklu na znameniti progi v Nürburgringu. Tam smo imeli priložnost spremljati divjo, noro, fantastično vožnjo Maxa Verstappena. Že v prvih trenutkih same dirke je Mercedes za številko 3 popeljal na vodilno mesto. Nato jih je ustavila tehnična napaka na njihovem Mercedesu. Popustila je polos in prisiljeni so bili odstopiti. Tu bi lahko začeli razmišljati, ali je bila vožnja Maxa Verstappena morda predivja, pregroba, ali je bil v bistvu on tisti, ki je zahteval preveč in posledično povzročil tudi okvaro. In vem, nikoli ne bomo dobili odgovora na to vprašanje, ampak če je kdo izmed vas spremljal tisto dirko vsaj deloma, če je videl Maxa Verstappena za volanom, je verjetno ostal presunjen, tako kot sem ostal presunjen sam. Namreč vožnja Maxa Verstappena je bila bistveno drugačna, bistveno na drugem nivoju od vsega tistega, kar smo videli pri njegovih nasprotnikih na progi. In tu je treba povedati, da so pravzaprav mnogi pisci v ponedeljek začeli pisati o tem, kako Maxu ni uspelo zmagati, kot da je zmaga edino pomembno, še posebej, če je zraven prisotno slavno ime. Ampak pozabili so na marsikaj, kar nam je Max Verstappen dal svojo vožnjo, svojim talentom, svojo prisotnostjo. In tu velja kot običajno nekaj pripomniti. Max Verstappen vam je lahko všeč ali pa ne. Lahko ste eni izmed njegovih podpornikov in navijačev, ali ste pa v tisti drugi skupini, ki ga enostavno ne prenese. A nihče si ne sme dovoliti izjaviti, da Max ne zna voziti. Po mojem skromnem videnju je Nizozemec nekaj najboljšega, kar smo imeli priložnost videti v zadnjih desetletjih in upam, da bo v tem stilu tudi nadaljeval. A kar je zanimivo, da so mnogi avtorji nekako preskočili fantastično zgodbo, ki se je spletla prav na dirki za 24 ur Nürburgringa. In ne,
ne govorim o simpatičnem poizkusu, da bi z dačo nekako konkurirali bistveno bolj hitrim avtomobilom. Govorim o tem, da je Mercedes zmagal prvič po letu 2016. Kajti na ciljni črti smo videli, da so zmagovalci bili praktično moštveni kolegi z drugim avtomobilom iz iste ekipe, za katero je tekmoval Max Verstappen. In treba je dodati, da tako leta 16 kot 26 je v zmagoviti posadki bil Maho Engel. In verjetno mnogim sledilcem Formule 1 neznano ime, a verjetno vsem tistim, ki malce bolj spremljajo vztrajnostne dirke ali DTM, dobro poznan junak. Res, Max ni zmagal, ampak spisal je, po mojem mnenju, izjemno pomembno poglavje v svoji karieri, dokazal je svoj talent, ampak ne smemo pozabiti, da je tudi Engel tisti, ki je s to zmago napravil, saj po mojem mnenju, nekaj zanimivega in zaslužil bi si več pozornosti. A če so mnogi, ki so še v prejšnjih dneh napovedovali zmago Verstappena, ostali dobesedno praznih rok, ne smemo mimo tistega, kar se je dogajalo na progi v Indianapolisu. Kvalifikacije za prihajajočo dirko 500 milj, kjer je nastopil tudi Mick Schumacher. In verjetno smo že vsi mi navdušenci dobesedno siti teh usporednic med Michaelom in Mickom. Mick izgleda, da nima več drugih argumentov in da nas hoče vsakim svojim dejanjem spomniti na to, kdo je njegov oče. Na kvalifikacijah je imel rdečo čelado, ki je spominjala na tisto, ki jo je imel Michael. In kaj? Mu je to prineslo kaj sreče, kaj boljši rezultat? Ne. Njegove kvalifikacije so bile po pričakovanjih porazne. Najprej jih je končal na 28. mestu, nato je bil po diskvalifikaciji nekaterih njegovih nasprotnikov 27 od 33. Sedaj vsakdo se lahko odloči, ali je to dobro, ali je to slabo. In tu ne velja izgovor, da je Mick neizkušen, kajti tu je treba povedati, da je lani najboljši štartni položaj imel Schwarzman. Prav tisti Schwarzman, ki ga je Mick Schumacher v letih Ferrari Driver Academy izrinil, bolj zaradi svojega priimka, če smo do konca iskreni. Treba je povedati, da od Schumacherja sem pričakoval nekaj več. Ne to spodnje povprečje, katerega kaže že od samega začetka letošnje sezone v IndyCarju. In tudi tu lahko bi dejali mnogo navdušenja, podobno kot pri Maxu Verstappenu, za nikakršen rezultat na koncu. In tu lahko vidimo, da so mnogi uredniki, mnogi avtorji izgubili drugo priložnost, da bi lahko v ponedeljek napolnili svoje stolpce. A zgodbi, čeprav nam kažeta podoben rezultat, sta bistveno različni. Max Verstappen je presneto hiter, divji, morda predober za tisto, kar je bila dirka v Nürburgringu. Namreč videlo se je, da na progi ni imel prave konkurence. Sedaj je bil on pregrob, enostavno ni imel sreče, bomo lahko videli v nadaljevanju, kajti dvomim, da bo opustil te poizkuse v razredu GT3. Po drugi strani imamo Schumacherja, ki nekako priteguje pozornost z, po mojem mnenju, že rahlo izpetimi gestami, ki pa na progi
izjemno malokrat pokaže, da je sploh tam v povprečju. Sicer želim mu, da na dirki za 500 milj bo končno pokazal, kaj zna, ampak tokrat na kvalifikacijah je bil, enostavno povedano, pod vsako kritiko. Namreč Takuma Sato, ki tekmuje za isto ekipo kot Mick Schumacher in je prisoten na progi samo na dirki za 500 milj Indianapolisa, ki jo je dvakrat zmagal, je bil lepo udobno 12. brez da bi napravil kaj fenomenalnega. In to bi moralo nekako dati misliti mnogim piscem, ki hočejo ustvariti umetno zgodbo. Dirke so resničnost, dirke so tisto, kar vidimo na progi. Dirke niso ustvarjanje vzdušja okrog priimka Verstappen ali pa Schumacher. Dirke so nekaj več. In to si moramo tudi mi, navdušenci, zapomniti. A za danes je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.